Dober večer vam voščimo znova v naši oddaji. Koronavirus bo, kot kaže, zaznamoval celotno leto 2020. Kako bo učinkoval na tiste, ki so do zdaj še zdravi in tudi mislimo, da smo zdravi? In kakšne učinke bo imel dolgoročno na prebivalstvo? Več o tem z mojim nocojšnjim gostom, to je dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Rekla sva, da smo večinoma srečneži, ki smo zdravi, ki smo jo dobro odnesli v povezavi s koronavirusom. Kakšne dolgoročne učinke pa ima ta koronavirus na nas, ki smo zdravi? Mislimo, da smo zdravi, se morda manj gibamo in smo več doma. Kaj to pomeni? Ja, to je bilo zdaj v teh tednih, v teh zadnjih 2-3 mesecih tudi za opaziti. Ljudje so se bolj zadrževali doma, tako da ti problemi, ki so pri veliko ljudi bili zaradi gibal, zaradi težav z gibali, o tem smo se tukaj že večkrat pogovarjali, govorimo o obrabi hrustanca, o osteoartrozi. In seveda, če se nekdo manj giblje, potem je tudi manj dražljajev za te znake, ki jih poznamo pri osteoartrozi. Tu recimo smo govorili o kvartetu, o pokanju, o manjši gibljivosti, o vnetju, pa o bolečih občutkih in o bolečini, no zlasti recimo ta je najbolj v ospredju, se pravi boleči občutki in bolečine, in manj smo se gibali, manj se je tudi to izražalo. Vendar to zdaj ne pomeni, da je bolezen šla nazaj, da je bolezni manj in tako naprej. Jaz mislim, da je sigurno ni, pač pa ti znaki so se malo manj pojavljali in seveda, veste, ljudje smo ljudje, pač reagiramo, pa tudi ena posebna miselnost je še zmeraj med nami, pa zlasti recimo v minulih tednih, ko je vse tisto, kar smo do takrat počela, začela pomalem prekrivati in tako naprej. No in mi smo opazili, da se jemlje manj zdravila glukozamin, tudi zaradi tega razloga. To smo opazili. Zdaj, seveda, potreben je premislek. Nikakor to ne pomeni, če je recimo za en določen odstotek znakov manj, to ne pomeni, da je bolezni manj. Potreben je premislek. No in ravno zaradi tega smo v današnjo oddajo v enem obdobju, ki je še zmeraj nekako pač nadaljevanje tega koronavirus obdobja. Smo v nadaljevanju, definitivno. Drugi val pričakujemo, drugi val, ki bo sicer malo nižji in tako naprej, ampak tu smo, tu se pač zdaj dogaja, bolj smo pripravljeni in tako naprej. No in smiselno je, da na svoja gibala pazimo naprej. Tako da to je to. Ob tem morda povabiva najine gledalce, da se nam pridružite v oddaji tako, da sodelujete s klicem na telefonsko številko in dr. Krstiča vprašate, karkoli vas zanima glede nocojšnjih tem. Dobrodošli s klici. Dr. Krstič, takole na prvo žogo bi človek rekel, da je pravzaprav fino. Manj se gibaš, kar pomeni manj napora za nas in hkrati recimo ne čutiš obrabe hrustanca. To pravzaprav je neka win-win kombinacija za začetek, ne? Ja. Kaj pa potem? Ja, potem pa, a veste, mislim, to je navidezno, bolezen se brez zdravljenja širi naprej, to je definitivno, in zato je smiselno, vse tiste izkušnje, ki jih imamo in ki jih poznamo, tudi recimo nekateri posamezniki vedo, kako je s tem, da se potem spet nekako vrnemo v tisto staro rutino, da se pač na en način tudi malo bolj uredimo in da se ne pustimo, mislim, pač tem trenutnim dogajanjem, ampak da si začrtamo pot pač še naprej, in da
s premislekom, zdaj spet nadaljujemo to, kar smo recimo počeli pred nekaj tedni. Zdaj tukaj, tako kot je vedno v življenju, veste, pro in kontra, lahko se recimo imaš pač priliko, pa spoznaš nekatere informacije, ki niso naklonjene temu, da bi se jemalo zdravilo glukozamin, o tem smo tudi tukaj govorili na oddaji. In zdaj jaz moram reči, mislim, kakšno novo krilatico smo v teh dneh slišali. Jaz sem bil presenečen, pa človek ne ve, a bi to jemal kot humor, ali bi to drugače reagiral, ampak zakaj gre? Gre za to, da sem slišal komentarje, da mi smo recimo 10 let nazaj, pa 5 let nazaj in tako naprej, to vemo, da se je zdravila glukozamin jemalo nekoliko več, oziroma kar dokaj več, da se je potem to razpolovilo. Zdaj imamo spet eno situacijo, ko je treba se pogovarjati in nadaljevati v tej ustrezni smeri. No, mislim, ta komentar je bil ta, da ja, sej jemanje zdravila glukozamin ni več moderno. No, to recimo ni več moderno. Zdaj, dobro, to zdaj nekje pač, če ne slišiš enega komentarja ali pa če ne premisliš, mislim, kaj pravzaprav to pomeni, a se nekdo z nami heca ali se to misli resno. Zdaj, če tega premisleka ne narediš, si v eni posebni situaciji, bi rekel, kar v nevarnosti, da pa se nekako kar temu pridružiš pravzaprav. Ja, saj ni moderno, ampak mi imamo podatke, imamo podatke, kaj se z recimo to boleznijo dogaja, kako je z osteoartrozo, z obrabo hrustanca. Rekli smo tiste številke, dajmo jih še enkrat preklicati, od 25 do 65 leta je med nami 12% ljudi s temi težavami. A veste kaj, 12% od mislim, nekaj 100 000, to so ogromne številke. Ali pa recimo potem naprej, po letu 65 v tretjem življenjskem obdobju. Številka, mislim, ta odstotek poskoči, noro skoči gor proti 70, 75, 80%. In kaj zdaj? A tu bomo zdaj rekli, da to ni več moderno, zdaj tem recimo ljudem dejansko pomagati, pa jih dejansko zdraviti. Skratka, to je pač, ok, smo to slišali, govori se, ampak dajmo tukaj tudi javno povedati, da je to bolj humorna zadeva, da ko pa gre recimo za naše zdravje, za naše sklepe, da je pa smiseln premislek, da tukaj ne moramo govoriti, je moderno, ni moderno, bolezen je tu, Slovenija se stara, Slovenija med 5 najbolj starimi populacijami v evropskem, pa tudi mislim v mednarodnem merilu. In tukaj zdaj ne moramo govoriti, a je to moderno, ni moderno. Tukaj to imamo, s tem živimo, izkušnje imamo, vidimo tudi, kaj se nam dogaja, in potem, ko imamo zdravilo in ko imamo bolezen, to dvoje sodi skupaj. Če se zdravila jemlje manj, potem je pa bolezni več. In prav to smo tudi doživeli. In zdaj temu komentarju, da jemanje zdravila glukozamin kao ni več moderno, je poleg teh številk, koliko je te bolezni, in da je to en tak humor, ki se ga odpravi z enim nasmeškom, ampak razmere, so pa takšne, da se nam to pravzaprav širi. V zadnjih 3 letih in pol je kazalnikov bolezni za obrabo hrustanca, pa če se osredotočimo na koleno samo, je
značilno več. A ne? O tem smo se tudi pogovarjali, ampak ok, dajmo se to še enkrat preklicati. A ne? Zdaj, moderno ni moderno. Zdaj, če bomo recimo se pustili, da nam ta izjava nekako, da nas prime, a ne? Pa da se ji pustimo, a ne? Potem se bo ta številka, a ne? Mislim, ta obseg bolezni še naprej povečeval. In to nam pa definitivno ni v interesu. Ne posamezniku, ne družbi kot celoti, a ne? In zdaj pa recimo, kakšne so te številke, a ne? Te številke spremlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. To je njegova naloga, to smo tudi že povedali. Mi v podjetju Mic Mengeš smo čisto tako poslovno v sklopu svojih poslovnih dejavnostih, a ne, se osredotočili tudi na te številke, ki jih Nacionalni inštitut za javno zdravje objavlja. Periodično, ne vem, mesečno, včasih 3-mesečno, včasih za celo leto in tako naprej. No, in mi smo to recimo začeli spremljati od maja 2016 in smo spremljali do tega zadnjega podatka, ki je prišel ven januarja letos. In se pravi, da imamo obdobje maj 2016, december 2019, dobra 3 leta in pol, a ne? In kakor so ti procenti prihajali, a ne, z inštituta, pa so bili objavljeni v medijih, a ne, smo jih mi zbrali. In ta zbirni podatek, a ne, je resnično pomenljiv, a ne, in zdaj tukaj govorite, da mislim, nekaj ni moderno. Vidimo, kaj recimo takšna miselnost pomeni, a ne? Pomeni več bolezni. Ne? In zdaj, ko smo vse skupaj sešteli, ne, je prišla številka 63% več bolezni je, če recimo po domače rečemo, strokovno pa ti kazalniki za bolezni, a ne, so se povečali za 63%. Bova tukaj le pokazala eno sliko, Ja, ne? ja. Medtem pa lahko vi seveda nadaljujete z razlago. Zdaj, tukaj seveda je pri teh 63% je smiselno reagirati, ne? Tudi recimo tukaj v oddaji, ne? Na televiziji jih predstaviti, povedati. Mi smo tudi v drugih medijih, a ne, se potrudili, pa torej malo tako Objavili, pojasnili. objavili, a ne, in tukaj imamo recimo en primer, a ne, kako smo skupaj z našim principalom Pharma Nord objavili eno tako domislico, a ne, torej koleno, vidite tukaj, a ne, obolelo je koleno, to rdeče pomeni, da je bolezen, da je vnetje, da je obraba hrustanca in tako naprej, a ne. In zdaj, torej na Danskem so eno domislico si nekako ustvarili, a ne, kako pokazati, a ne, da je zdravilo v tem sklepu, da je v telesu, da deluje. No in so dali 2 škatli, a vidite tukaj, ena škatla nad kolenom, pa druga škatla pod kolenom, ki zdaj učinkuje na to, a ne. In zdaj, mislim, je res taka ilustracija je impresivna, je tudi bojevita, a ne, tudi recimo, ne, vse skupaj je nekako v tej smeri, da človeka zdrami, da ga opozarja, kaj se dogaja. No in tukaj v samem besedilu, a ne, smo pa navedli to, a ne, kar sem zdaj v zadnjih minutah povedal. Ne. Predvsem to, ne, da ko se v sklopu zdravilo bolezen, a ne, če se jemlje manj zdravila, a ne, potem logično, ne, da pride ven več bolezni. Ne. No, in zdaj to v Sloveniji pač doživljamo, ne.
In zato je smiselno tudi na recimo takšne krilatice, da to ni moderno, pač reagirati, da tukaj to ne pride v poštev, ampak da je treba biti pozoren, ustrajan, tudi bojevit, če hočete, in predlagati, da si še naprej vsi skupaj prizadevamo za redno in trajno jemanje zdravila pri bolezni, ki je pri nas kar precej. No pa dajva reči potem kaj o kazalnikih zdravja, ki ste jih že načeli. Ja, ti kazalniki zdravja, to je dolgoletna tradicija, to je desetletje in desetletje se počne v zdravstvu, Veste, mislim, normalno je, da recimo neka družba, neka država, si ustvari način, kako naj spremlja bolezen, kako naj spremlja bolezni. Pa ne samo recimo, koliko je bolezni, ampak tudi, da potem vidi z zdravljenjem, ki ga ima, koliko je to zdravljenje učinkovito, kako se to vse skupaj dogaja. No in ti kazalniki bolezni, recimo konkretno, ko se pogovarjamo o obrabi hrustanca, naprimer v kolenu, recimo na potovanje iz zdravstvenega doma k specialistom ortopedom, k specialistom fiziatrom, k specialistom tudi revmatologom, tudi to je pač možno, skratka na potovanje k specialistom. Potem pa tukaj imamo tudi na tej, recimo na terciaru, na tretji stopnji imamo tudi operativne posege. In zdaj, ker je naval tako izdaten, že tradicija je takšna, da je pač tega veliko, ker smo rekli, prej je 12%, pa recimo po 65. letu kar več kot polovica, 3/4 oboleva, in se pravi, tukaj je res veliko tega, in ko se torej ima v sistemu operativne posege, sistem ne more vsega sproti posrkati, in se ustvarijo čakalne liste, in zdaj potem je razumljivo samo po sebi. Čakalna lista, število ljudi, ki so na čakalnih listah, to je tudi potem ta kazalnik. Če je tega več, potem je povsem jasno, da je več zaradi tega, ker je več bolezni. In potem ti vsi, ki čakajo, imajo določene čakalne dobe. To je tudi znana zadeva in veliko se o tem govori, veliko je prizadevanj takšnih in drugačnih, ampak stvari se večajo. Žal je tako, je treba pač povedati, kakor je. Čakalne dobe se ne skrajšujejo. Tudi recimo pol leta, 3/4 leta, tudi 2 leti imate čakalne dobe. Tukaj na področju ortopedije, na področju operacija, obrabe hrustanca in tako naprej. No, skratka, te recimo 3 stvari, napotovanje k specialistom, čakalne liste, koliko recimo ljudi na čakalnih listah, in kakšne so te čakalne dobe, ko se to spremlja. No in to vse skupaj, ko se ovrednoti, v teh 3 letih in pol, po podatkih našega Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se je povečalo za 63%. In mi to tudi povezujemo, ker točno v tem času se je pač zgodilo to, da se je jemanje zdravila, konkretno recimo našega zdravila glukozamin Pharma Nord, to je ta glukozamin Pharma Nord, jemanje se je pač razpolovilo. Pa imam recimo eno tako anekdoto, ne bom točno imenoval, ampak gre za enega zelo sposobnega direktorja ene od regionalnih bolnišnic v Sloveniji. Vse prav, da ga ne povem, veste, ker nisem mu rekel, da ga bom citiral v javnosti, tako da nisva se dogovorila, ampak in sem bil prijetno presenečen, ko mi je on začel recimo razlagati, kaj se zdaj dogaja v zadnjih 5 letih, in mi je pokazal, veste, recimo vse bolezni,
pa recimo taki pasovi za posamezne bolezni. In pravi, kaj se tukaj dogaja pri obrabi hrustanca, pri artrozi, rekel, se je razširilo, v zadnjih letih se samo širi. Ne? No, in ko sem mu pa jaz povedal, ne, da je to pri nas, je manj zdravila, sva takoj prišla skupaj. Sva takoj prišla skupaj in je bil za to pač zelo hvaležen. Tako da te stvari se dogajajo, zdaj teh borcev nas je nekaj, pa tudi mislim, ljudi je treba nagovarjati, ljudem je treba govoriti, kaj je na stvari, kaj se dogaja. Treba je povedati preprosto dejstvo, da ko imamo bolezen in ko imamo zdravilo in ko imamo mislim nekaj, kar je že skoraj desetletje in pol, recimo, ampak recimo pravzaprav desetletje, se je samo potrjevalo in dokazovalo, in potem zadnjih 5 let, pa zdaj se to zmanjšuje, se pravi, imamo svoje lastne domače izkušnje. In to je zdaj seveda problem, se strinjate, to je problem. Če recimo nekaj se razraste za 63%, to je problem. To je problem. Zdaj, ali se to govori tako, ali drugače, ali se pač nekje, ker ne bi se govorilo, ne govori, kakorkoli pač to je, ljudje to doživljajo. Ljudje to doživljajo, in kakšna je rešitev, tu se je treba vprašati, kakšna je rešitev. In ta rešitev je enostavna. Če imamo bolezen, pa če imamo zdravilo, potem je potrebno samo to dvoje združiti. Treba je stremeti za tem, da se jemlje zdravilo. Zdaj, kaj se pa zdaj dogaja, to smo tudi že tukaj povedali, mogoče samo v 2 stavkih, če ponovimo. Namesto toliko in toliko zdravila, to recimo, kar je zdaj manj na strani zdravila, so to pač prevzela prehranska dopolnila za kolagen, prehranska dopolnila za glukozamin, prehransko dopolnilo, za hialuronsko kislino, za elastin in kombinacije in tako naprej. No in tukaj se vidi, da teh 63% je nastalo zaradi tega, ker to, kar je prišlo na mesto glukozamina, svoje vloge v smislu zdravljenja preprosto ne zmore odigravati. In to je to. In je zadeva enostavna in spet polagamo gledalkam in gledalcem na dušo, na srce, da pač s skupnimi močmi začnemo počasi prihajati na tiste ustrezne tirnice. Skratka. Ampak ljudje pravzaprav posegamo po tistem, kar nam je morda najbolj blizu, ali pa o čemer zelo veliko slišimo. Ja. In pri tem verjetno veliko vlogo odigrajo tudi mediji oziroma obveščevalske agencije. Vi pa pravite, da je rešitev samo ena in zelo enoznačna. Torej za vsako bolezen zdravilo. Tako. In ne prehransko dopolnilo. Tako, ja. Kako pa jo ločiti? Ja, glejte, zdravilo se dobi v lekarnah. Se dobi v lekarnah, konkretno zdravilo glukozamin Pharma Nord, se dobi v vseh lekarnah po Sloveniji in tudi nekatere specializirane trgovine, ki lahko imajo zdravila, tudi imajo glukozamin. Tako da to je to. Pa predvsem je najbolj bistveno to, da se pojavi učinek. To je najbolj bistveno. In očitno da je ta torej učinek pri zdravilu je, pri prehranskih dopolnilih pa ga ni oziroma ne more biti. In to je to. Torej gre za neko kontinuirano ozaveščanje in opominjanje ljudi. Bo vas prejela en telefonski klic pred predahom. Dober večer komu? Halo, dober večer.
Ja, dober večer, moje ime je Andreja. Kar pogumno in kar zelo glasno. Ja, me slišite? Ja, slišimo. Ja. Zanima me ena zadeva, imela sem poškodbo kolena in temu je sledila operacija, ker je pač bilo v bistvu zaradi nepravilno ali pa malo nerodno sem pri športu. Pri športu se poškodovala, no? In potem je bila operacija, poškodovan je bil tudi hrustanec, pa me zanima, če bi mi ta zadeva, ki jo vi predstavljate, pomagala kaj pri zdravljenju, zdaj pooperativno. Kako se vi zdaj počutite, pa koliko časa je po operaciji? Po operaciji bo, ja, pol leta bo. Pol leta. In kako se vi počutite zdaj? Kako se počutite? Počutim se v redu, s tem, da mislim, da bi lahko bilo še boljše, no? Glede na to, da sem bila skozi fizično aktivna tudi prej, pa nekako ne vem, mogoče zdaj, ker so rehabilitacije bile okrnjene tudi, no? Ja. Koliko let pa imate, gospa? Koliko let imate? 43. 43. Ste še zmeraj aktivna kot športnica, kot rekreativc mogoče? Kot rekreativno, ja, rekreativno. Ja. Kako se... Manj, ne? Zdaj ne morem, zaradi tega, ker me je strah, da kakršenkoli narobni gib, nekako potem sem izgubila samozavest, ne? Se veste, da je to kar nerodna zadeva, noge so le noge. Ja. Pa če vas prav razumem, se vam pri recimo hoji, pri recimo kakšnem bolj intenzivnem udejstvovanju, se vam kakšni boleči občutki porajajo? Ja, še vedno. Še vedno, aha. No, vidite, to je zdaj tista informacija, ki je bila potrebna. Jaz vam svetujem, da se lotite Glukozamin Pharma Nord kapsul, da jih začnete redno jemati. V statistiki recimo nekako po izkušnjah je tako, da se te težave lahko pojavljajo od 40 leta naprej, a ne? No, pri vas je pa recimo vse skupaj torej nekako sproženo tudi z poškodbo, a ne? Pa potem, če po operativnih posegih imate še pač določene boleče občutke, ki bi se jih radi znebili, vam priporočam redno in trajno jemanje zdravila Glukozamin Pharma Nord. Vam priporočam redno in trajno. To naredi ura ali to treba zdaj jemati? Ne, zdaj je pri teh letih jaz pa zaradi poškodbe se mi zdi, da bo potrebno to redno jemanje. Dobro, ampak lahko poskusite, boste sama se prepričala, mislim, kaj bo na stvari. Veste, kaj me še zanima? Zaradi tega, ker jemljem tudi hormonske nadomestke, to kaj... Ne, se ne bo teplo. Se ne tepe. Lahko mirno jemljete glukozamin zraven. Dobro. No, hvala lepa za informacijo. Prosim. Veliko uspeha. Hvala. Lep večer, lahko noč. Morda, preden narediva kratek predah, samo še tole poudariva. Večinoma svetujete, da se glukozamin potem jemlje neprekinjeno. Ja. Dvakrat dnevno? Kako? Dvakrat dnevno? Ne. Torej, tu jemanje je znano, a ne? Že desetletja je znano, da recimo jemanje glukozamina, zdravila glukozamina je najbolj učinkovito, ko se ga jemlje zjutraj, opoldne, zvečer. Tu imamo največji znani učinek. Ko se to združuje, ali pa če se recimo... Če pozabimo, ne? Če se recimo to združi, recimo že v navodilu, ne? Ker, veste, sodobni, recimo, tak trend je v jemanju zdravila in teh terapevtikov in česarkoli pravzaprav enkrat na dan. Da je človek bolj komot, da vzame in da ima mir. Zdaj, to je tudi možno pri zdravilu glukozamin, vendar pri tem se izgubi 6 do 7% učinka. In zdaj, na videz je to malo,
ampak je treba pa premisliti. Jemanje je redno in trajno. Jemanje traja leta in letja, desetletja, ne, do konca življenja pravzaprav. Ne. Tako pač je. Hvala Bogu, da imamo nekaj, kar nam pomaga in nam omogoči, da nismo v invalidskem stanju. A ne. No, tako da teh recimo 6-7%, 6-7% en dan, pa en teden, pa je že to 10-krat 6-7 oziroma 7-krat, pa en mesec, pa eno leto se tega nabere in koliko je tukaj izgubljenega torej zdravljenja. A veste, ne? In zato so eksperti, ko se je zdravilo razvijalo, zelo vztrajali, zelo poudarjali, da želijo obdržati tisto največje možno uspešno zdravljenje. In to je jemanje zjutraj, opoldne, zvečer, se pravi 3-krat na dan in tako je pri tudi glukozaminu Pharma-Nord, kapsule. Pharma-Nord se je odločil, da to 3-kratno jemanje v enem dnevu obdrži. Seveda, življenje je pa življenje. Včasih se je treba soočiti z nekom, ki ima 80 let ali pa 90 let ali pa 85 let in je že star, pa malo pozabljiv, pa živi bolj kot ne sam. In seveda, tu deluje pozabljivost in tukaj je zelo velika verjetnost, da bo naša stara mama ali pa star ata, da bo pozabil. In zdaj to je pa problem, veste, ker ko pozabi eno kapsulo, je to že 30-40% zdravljenja v tistem dnevu. In je prizadeto vse skupaj. In takrat svetujemo vzemite vse 3 hkrati. Vse 3 hkrati, tako da to je ta izjema. Jemanje je zelo pomembno, ne 3-krat po ena kapsula na dan ali vse 3 hkrati, ko presodimo, da je to potrebno. Redno in trajno. Redno in trajno, ja. Hvala lepa za zdaj. Vrneva se čez nekaj trenutkov. Ostanite z nama. Dobrodošli nazaj v studiu. Moj gost je še vedno dr. Krstič in če imate zanj kakršnakoli vprašanja vezana na temo iz preteklega dela oddaje ali pa zdaj na nadaljevalne, vabljeni, da nas pokličete in vprašate, karkoli vas zanima. Dr. Krstič, še eno zdravilo bova danes pokazala. Prehransko dopolnilo. Tako. Kar sem že jaz pravzaprav napačno povedala, pa sva v prvem delu to poudarila. Ja. Katera je pa tista najbolj pomembna zdravstvena trditev za Bioselin plus cink? Tudi tega sva večkrat že predstavljala v najini oddaji. Prepričana sem, da nekaj gledalcev, tistih stalnih uporabnikov ga verjetno dobro pozna. Zagotovo imava pa kakšnega, ki ga še ne. Mogoče ga celo kar nekaj gledalcev in gledalk jemlje. Tako. Ja, torej Bioselin plus cink. Selen in cink sta zelo pomembna antioksidanta. Zdaj tisto, kar ju opredeljuje, so pa zdravstvene trditve, uradne zdravstvene trditve, ki so jih postavile naše mednarodne EU inštitucije. Torej za selen in cink, tista, ki je pravzaprav vodilna, je ta, da imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. To se malo tako sliši, imata vlogo pri delovanju imunskega sistema, ampak veste, ko se nekaj na tako široki sceni pove, to se pove zaradi tega, ker je dejansko nekaj v tem, ali velik učinek, ali pa velik pomen, ampak tukaj pri selenu in cinku pa gre za oboje, Torej, na podlagi česa pa so te trditve pravzaprav tako relevantne? Te trditve so seveda na podlagi študij, ki so nekaj desetletne, na podlagi študij, ki so z najvišjih nivojev, na podlagi študij iz vseh, recimo, držav članic Evropske unije in zdaj si lahko predstavljamo
27 držav, tvori Evropsko unijo, imamo eno inštitucijo, ki skrbi za prehranska dopolnila in skrbi tudi za selen in cink in seveda tukaj je treba pomisliti, aha, Nemčija, glavne fakultete v Nemčiji so se zbrale v tej inštituciji, glavni strokovnjaki, ne vem, iz Francije, iz Nizozemske, iz katerokoli pač državo vzamemo, tu zdaj vidimo, mislim, na kakšnem nivoju je to vse skupaj, in od tukaj je prišlo to, da selen in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. No, to se pravi, da gre za eno trditev, ki je zelo pomembna, in ko smo pri naši odpornosti, pri našem imunskem sistemu, smo pravzaprav pri celotni medicini, ker naš imunski sistem je torej tisti branik, ki nas ščiti pred katerokoli boleznijo, ali je to akutna, ali je subakutna, ali je to kronična, pač kakorkoli, pomembno je, da smo tukaj čim močnejši, da tukaj postorimo, kar se da, da se pač počutimo bolje, da vplivamo na to, da je obolevnosti manj in tako naprej. Zdaj, tukaj pa ena omejitev, ki je zelo pomembna, ki je nekako ves čas v igri. Govorimo o prehranskih dopolnilih, govorimo o prehrani, govorimo o uravnoteženi in pestri prehrani, ki je osnova tudi za naše zdravstveno stanje. In zdaj tukaj v tej sestavi so tudi nekatere stvari, ki so malo bolj pomembne. No in tukaj sta selen in cink zelo izstopajoča, in je pač smiselno, da ju v prehrani dobimo dovolj. Zdaj, mi večkrat slišimo, da z uravnoteženo, pestro prehrano, z redno prehrano, ekološko prehrano, da lahko dobimo pravzaprav vse, kar rabimo. Vsa ta, recimo, prehranska dopolnila, vse beljakovine, vse oligoelemente in tudi te pač antioksidante, tudi za selen in cink se nekako podrazumeva, da je tudi tako. Vendar so stvari pač drugačne. Zdaj, ko smo na eni strani rekli, da sta selen in cink pomembna, zakaj se o njiju potem pogovarjamo, če ju lahko dobimo z uravnoteženo in pestro prehrano. Očitno je tu zdaj prisoten en problem. In problem je ta, da marsikje selena primanjkuje. Selena primanjkuje. In to ga primanjkuje kar precej izdatno. In treba je povedati, da tudi v naših razmerah v Sloveniji, po naših lastnih študijah, ki jih imamo, študije, ki so narejene na fakultetah, na univerzi v Ljubljani in ki so mogoče nekaj let stare, članki, ki so objavljeni pred nekaj leti,
podatki sigurno niso starejši od ne vem, po letu 2000 so sigurno nastali, a ne vsi, a ne, no in preko teh podatkov ugotavljamo, a ne, da je Slovenija, ne, in zdaj posluha, ne, mislim, to je zdaj zelo pomembna ugotovitev, ne. V članku so napisali, a ne, da je Slovenija revna na selenu, ne, veste. In zdaj, kako pa to sicer v številkah zgleda, a ne, to je tudi zelo zanimivo, a ne, zelo prepričujoče, ko se pač pove, a ne. Svetovna zdravstvena organizacija se tudi ukvarja s tem, a ne. Tudi recimo ta inštitucija, ki je še nismo danes poimenovali, to je EFSA in ki deluje v Parmi v Italiji, a ne, se tudi ukvarja z konkretno in z selenom in z cinkom, no pa recimo, če ostanemo pri selenu, da ne bomo preveč podatkov imeli naenkrat, postavili so standarde, a ne, a veste, recimo, koliko recimo ga rabimo na dan, recimo to je en tak podatek, a ne. Potem recimo po posameznih živilih, koliko naj ga bo, da bo ravno prav, a ne. In tako recimo so tudi pri pitni vodi, ne, postavili en standard. Svetovna zdravstvena organizacija je postavila standard, koliko naj bo selena v litru pitne vode, da bo to ravno prav. In številka, ki je prišla ven, ampak spet poudarjam, to je podatek, ki je nastal med možganskimi trusti iz celega sveta. To je verodostojna zadeva, tukaj nimamo kaj za diskutirati, ne? To je pač tako, ne? Nečemu je treba verjeti, ne? In upravičeno verjeti, ne? Torej postavili so standard, da v litru pitne vode naj bo 10 mikrogramov selena, se pravi 10 mikrogramov selena na liter pitne vode, a ne. To je zdaj standard, da ne, toliko naj bo selena, da bo ravno prav za nas, ne samo iz pitne vode, ampak tudi ga v hrani dobimo in tako naprej, a ne. No in zdaj so pa potem merili tudi, koliko je tega selena v pitni vodi pri nas v Sloveniji, a ne. In kaj so ugotovili? No, še to recimo povem, a ne, ko se to meri, a ne, se meri od ene minimalne številke, a ne, pa potem naprej, kolikor je, a ne. No in ta minimalna številka je od tega standarda 20krat manjša. Ta minimalna številka je 0,5 mikrograma na liter. Ko smo merili v Sloveniji, a ne, so ugotovili, da tudi tega minimalnega praga nismo dosegli. Veste, ker pa v metodologiji manjše števila se je pač napisalo, da je manj kot 0,5. Se pravi, da več kot 20krat dobimo premalo selena. Selena, za katerega smo ugotovili, da v naši hrani je zelo pomemben, da ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, za katerega smo zelo torej zavzeti, da si ga čim bolj ustvarimo, krepimo, vzdržujemo in tako naprej. Zdaj pa imamo tukaj to situacijo. Se pravi, več kot 20krat nam ga primanjkuje v pitni vodi. In tu se seveda odpre problem. Problem takšnih razsežnosti, da pravzaprav mi ne moramo zdaj govoriti, da z uravnoteženo in pestro prehrano dobimo vse, kar rabimo. Tukaj ta stvar pri pitni vodi ne pije vode, ne? Malo besedne igre, da bo malo sproščeno, a ne? Zdaj, mislim, kakšno je to razmišljanje, ne? Je seveda čisto enostavno. Pitno vodo dobimo iz zemlje. Pitna voda prinese to, kar je v zemlji. In če je v pitni vodi več kot 20krat nečesa premalo, potem je tudi v zemlji tega premalo. A je tako? Seveda je tako. Zdaj pa naprej razmišljamo, a ne. Na tej zemlji, a ne, pa raste vse, kar je zelenega, a ne. Mislim, vse rastline, vsa naša zelenjava, vse naše sadje raste
in kar dobi v zemlji, potem tudi da v svoje liste, da v svoje plodove in to je spet vse hrana za nas, a ne. Zdaj pa razmišljamo še naprej, a ne. S to isto zelenjavo in tudi v naravi, recimo, a ne, se divje živali pasejo. Tudi mi, mislim, svoje vzrejo svojih domačih živali, s to isto zelenjavo pač hranimo, ker druge nimamo, a ne, imamo to, kar imamo. Tudi tista hrana, ki se zanje pridela, se pridela kot surovina tega, kar je v naravi, a ne. No, skratka, vse povsod, a ne, se ta primanjkljaj, ki smo ga ugotovili pri vodi, potem pozna, a ne. Mi pa to vse imamo, in pitno vodo, in zelenjavo, in sadje, in meso, ki ga uživamo, to je naša hrana. In tukaj vse povsod zdaj vidimo, da je selena premalo, ne. In ko se to motri, recimo, koliko selena mi dobimo, ne, ko se to malo skupaj pogleda, ne, a dobimo samo tretjino tega, kot bi ga rabili, ne. In zdaj smo pa tam, ne. Seveda to je naš problem, a ne. Imunski sistem je zaradi tega, ni najboljši, a ne. Imunski sistem, ki ga mi rabimo, ne, tudi recimo v času koronavirusa tudi, a ne, se pogovarjamo zdajle že na vseh koncih in krajih in po mojem, da upravičeno o imunskem sistemu, a ne. In kaj zdaj, v čem je rešitev? Ja, če nečesa manjka, je potrebno pač to dodajati, ne. Je treba pač dodajati. In že samo ime pove, a ne, bioselen plus cink je prehransko dopolnilo. Dopolnjujemo prehrano, ne. In v Sloveniji je primerno, da se temu pridružujemo, da tukaj se ta stvar spodbudi in vsak na svojem področju, ne. Zdaj problem je ta, ne, ker imamo nekatere silnice, nekatere informacije, ki niso v tej smeri, a ne. To je tisto, ko smo rekli, a ne, ko slišimo, da v hrani dobimo vse, kar rabimo. Ni tako pri selenu, a ne. Pri selenu ni tako, a ne. Zdaj, življenje je pa sreča, ne, mislim, tudi recimo sestavljeno iz enih majhnih delčkov, a ne, tega vsega, kar poznamo, a ne, tudi majhne firme imamo, tudi ljudi imamo, tudi recimo takšno oddajo imamo, a ne, in potem si to pripovedujemo, ne. Tako da tudi pri nas v podjetju Mic Mengeš si v tej smeri prizadevamo, a ne, in tudi to, kar smo zdaj govorili, tudi skušamo v svojih oglasih, a ne, ki jih objavljamo po revijah, pa če enega takšnega mogoče pokažemo zdaj na zaslonu. Evo zdajle. Bo režija to približala, vi pa lahko hkrati pripovedujete o tem, kaj gledalci gledajo. Ja, torej to, kar smo prej pripovedovali, ne, bioselen plus cink, se vidi, to je oglas, a ne, od Farma Nord. Potem selena in cinka je torej v več oblikah, ne, je več proizvajalcev. Najbolj usrkljive, najbolj učinkovite so tiste oblike, ki so najbolj naravne. No in tukaj vidimo, ne, en tak prikaz, ne. To modro, to so seleni, ki so na začetni stopnji po usrkljivosti, ne. Potem tarmeno so malo bolj usrkljivi, tisto, kar je zeleno oziroma temno zeleno, so pa najbolj usrkljivi. No in ta temno zelena barva, to je barva bioselen in cinka, ne. In mi imamo v slovenščini besedno igro, ne. Selen je zelen, ne, a ne. No in tukaj je tudi, a ne, ta temno zelena barva, ne. To se pravi, tukaj, ne, ta slika ponazarja to, da je bioselen plus cinka, ne, v mednarodnem merilu najbolj učinkovita oblika selena, ne. To je naravni selen,
v naravi mi poznamo, a veste, 30 do 40 oblik naravnega selena. Ne? In zdaj Pharma Nord se je potrudil in je torej, izvlečke naredil iz hrane za vse te oblike in jih je združil v Bioselen plus cinku, ne, v tej tableti, to je ena taka mehna tabletka, ne, kar seveda, ne, če je on to vse zbral, potem je tudi razumljivo, da je tudi učinka največ, da je tudi usrkljivosti največ. No, tako da zdaj govorimo o preparatu, ki je v svojem razredu vodilni, ne, v ceni v primerjavi z drugimi, kakšne bistvene razlike sploh ni, a ne, ampak v kvaliteti, pa v srkljivosti, pa v učinkovitosti pa je. A ne? Tako bova tudi zakrožila nocojšnjo oddajo. Ja. In sicer, kako bova voščila v vašem stilu lepe počitnice? Ja, lepe počitnice, torej privoščimo si dovolj gibanja, ne? Zdaj za kar nekaj tistih, ki nas gledajo, je to recimo v primerih, a ne, ko gre za obrabo hrustanca, a ne, naprimer v kolenu, a ne, je to dokazano pač možno tako, a ne, da si pomagamo z našim zdravilom Glukozamin Pharma Nord, a ne, no in mi vam to predlagamo, a ne, to se pravi, čim več gibanja, če je potrebno tudi z zdravilom Glukozamin Pharma Nord, to je presoja vsakega gledalca oziroma gledalke, a ne. Pri vsem skupaj, a ne, pa živimo v časih, ki so, kakršni so, a ne, ko je treba tudi poskrbeti za svoj imunski sistem. Zdaj, a veste, tudi imunski sistem je rezultat našega načina življenja. Treba je zdravo živeti, treba se je, kot rečeno, gibati, treba se je ustrezno prehranjevati, treba je dovolj spati in potem v sklopu tega prihaja ven tudi naš ustrezen, dovolj močan imunski sistem, pa vendarle, a ne, živimo pa v razmerah, ko smo si ravno kar, ne, v tej pol ure povedala, ne, da nam nečesa zelo, zelo primanjkuje, kar je pomembno za naš imunski sistem. No in to je ta Bioselen plus cink, ne, in če ugotovite, da vam tukaj stvari niso najboljše, a ne, to zdaj vsak sam zase lahko ugotovi, kako je z njegovimi prekladi odprej, kako je z recimo njegovim obvladovanjem bolezni, ki jo ima in ki jo prestaja, ne, in zdaj, če tu ugotavlja, da bi rad še nekaj več, da bi si rad okrepil imunski sistem, evo, tudi Bioselen plus cink vam lahko omogoči, da bo poletje ta pravo in da na en primeren način, da se prebijemo skozi. Hvala lepa vam. Tudi vam. Prepričana sem, da vam bodo počitnice dobro koristile in da boste okrepili svoj imunski sistem. Srečno!